Delavci šole so se nam pritožili, da jih Center za socialno delo ni obveščal o nadaljnji usodi otrok, in to smo posebej preverili. Delavci šole so zatrjevali, da so prvo informacijo prejeli šele v ponedeljek s priporočeno pisno pošiljko Centra za socialno delo, ki jih je obvestil, da sta otroka oddana. Center za socialno delo pa nam je na ta očitek povedal, da so že v petek govorili po telefonu s predstavniki šole in jim to vsebino tudi povedali. V takšnih primerih centri ne obveščajo oziroma sporočajo po elektronski pošti. To smo posebej preverili. Tako da takšno seznanjenje ni bilo izjema, ampak je pravzaprav pravilo. Torej priporočena pošiljka za to, da je jasno, da se ve, da je bila zadeva, da je bilo to dejanje tudi izvedeno. Torej, ker je tukaj za različno navajanje dejanskega stanja, nismo pravzaprav mogli ugotoviti, ali je ta telefonski pogovor zares potekal ali ni potekal, kajti niti šola, niti center teh podatkov ne beleži, vendar pa glede na reakcije drugih občanov v Vidmu, ki so se zgodile po teh dogodkih, ocenjujemo, da je bilo tudi delavcem šole poznano stališče oziroma poznano odločitev centra, da se otroka ne bosta več vrnila v šolo. Pri tem posebej poudarjamo, da da Center za socialno delo v tem postopku ni odvzel otrok. Torej ne gre za odvzem otrok, kaj šele za ugrabitev, kajti družina, v kateri sta otroka živela, ni imela nikakršnega pravnega naslova. Torej, niso bili rejniki, niso bili posvojitelji, niso bili skrbniki in niso bili zastopniki. Skrbnik obeh otrok je bil ves čas, v tem primeru Center za socialno delo. Zato teh otrok ni odvzel, ampak jih je pravzaprav v skladu s svojo zakonsko pristojnostjo in nalogo namestil v rejniško družino, kajti ocenil je, da je to v njihovem najboljšem interesu. Sklep. Pri varuhu seveda razumemo vso zaskrbljenost krajanov, sosedov, za usodo obeh mladoletnikov, kajti preživela sta zelo travmatičen dogodek in ob tem so jim dejansko od tega dogodka naprej zelo stali ob strani, zelo so jim pomagali. Zato menimo, da bi v primeru komunikacije med Centrom za socialno delo in med krajani morda lahko nekatere stvari izboljšali. Vendar pa opozarjamo ob tem, da odločbe pristojnih državnih organov, še zlasti tiste, ki so pravnomočne, ni mogoče spreminjati brez ustreznih pravnih postopkov, še zlasti pa ne na ulici, s pritiski, z grožnjami, ki so jih delavci Centra za socialno delo tudi dnevno deležni. Pri varuhu bomo v okviru svojih nalog še naprej spremljali, kako se v tem konkretnem primeru uresničujejo pravice obeh otrok. In seveda bomo tudi intervenirali, če bomo ugotovili morebitne kršitve. V konkretnem primeru pa nismo ugotovili kršitev, ki bi jih storili državni organi, pač pa smo ugotovili kršitve otrokovih pravic, otrokove pravice do zasebnosti, ki jo določa tudi 16. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, in te kršitve so zagrešili mediji z nepooblaščeno objavo osebnih podatkov. Menimo, da pravica javnosti do obveščenosti ne sme prevladati nad pravico otroka do zasebnosti.
In kot rečeno, s tem bomo seznanili novinarsko častno razsodišče, ki nam je v podobnem primeru že pritrdilo in pričakujemo, da nam bo tudi tokrat. Prav tako pa bomo vse sporne objave osebnih podatkov mladoletnikov v medijih ocenili tudi z vidika, ali morda v posameznih primerih ne obstajajo tudi znaki kaznivih dejanj ali prekrškov, ter bomo o tem obvestili pristojne državne organe. Glede posameznih kršitev, ki so pa bile očitane v medijih na delo Centra za socialno delo in ki jih mi nismo obravnavali, pa pričakujemo, da bodo pristojni organi, zlasti socialna inšpekcija, opravili ustrezen nadzor in odziv oziroma tudi potrebne ukrepe. Ob tem primeru konkretnem smo še enkrat se žal prepričali v to, kar je varuh že večkrat pisal v svojih letnih poročilih, da zakonodaja na področju varovanja pravic mladoletnikov in njihovih podatkov, njihove zasebnosti, da je ta zakonodaja pomanjkljiva. Kajti sedaj obstaja ta pravzaprav le dve možnosti. Ali kazenski postopek ali civilni postopek za zasebno tožbo, kar pa seveda predstavlja izredne težave za skrbnika teh otrok, kajti otrok sam teh postopkov ne more začeti. Zato bomo preučili možnosti, da predlagamo ustrezne spremembe, bodisi, oziroma ne bodisi, ampak kar kumulativno, zakona o medijih, ki tovrstnih prekrškov ne sankcionira, oziroma jih sploh ne opredeljuje kot prekrške. Prav tako pa se nameravamo vključiti v obravnavo predloga novega kazenskega zakonika, kjer bomo poskušali v okviru definicije zlorabe osebnih podatkov ugotoviti, kako bi lahko to pokrili tudi z definicijo kaznivega dejanja.